Maribor bo do konca leta bogatejši za prav posebno gostišče, ki bo prvo takšno v Sloveniji in tudi Evropi. Na pladnju pa bodo dišale romske specialitete. Dobro jutro želim Štefanu Simončiču, projektnemu vodji pri društvu Epeka, in Fatmirju Bećiriju, predsedniku društva Romano Pralipe. Dobro jutro želim obema še enkrat. Dobro jutro. Kot se že dejal, gre za prvo takšno gostilno, ki pa ima tudi za podlago socialno podjetništvo. Ja, res je. Pridobili smo na javnem razpisu za spodbujanje socialnega podjetništva, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, projekt, ki smo ga poimenovali Romska gostilna, po romsko Romani Kafenava. In ker delam v društvu Epeka že nekaj let, mi smo sicer sodelovali pri več mednarodnih projektih, potovali smo po celi Evropi in še širše. In povabili so nas gostitelji v različne gostilne, ne? Od brazilskih smo jedli, kitajskih, ki dosti lahko srečaš tudi v Mariboru, in vse različne možne variante. Romske pa ne? Romske pa ne, ne? In kot vemo, nekje v Evropi prebiva rečemo okoli 12 milijonov Romov, ne? V Sloveniji jih največ prebiva v Mariboru, okoli 2000, in njihov predstavnik je Fatmir Bećiri. In ker sem bil pač parkrat tudi povabljen na romsko svadbo in sem jaz tam sprobal te specialitete, ne, ki jih, bom rekel, večinoma romske ženske pripravljajo. In sem bil prav presenečen, ne, kako to, da še nikjer ni bilo možno poskusiti teh, bom rekel, super okusnih jedi, ne. In tako je prišel ta razpis za spodbujanje socialnega podjetništva, kjer predvsem nudimo v okviru tega zaposlitev ranljivim skupinam. Eno izmed ranljivih skupin so Romi, ki zelo težko dobijo zaposlitev. Razlog je tudi ena izmed teh nizka izobrazba in predvsem, in tudi mogoče lahko rečemo diskriminacija. In zaradi tega smo se odločili vzpostaviti eno tako romsko gostilno, kjer ne bo samo hrana na prvem mestu, ampak bo celotni ambient, sprej notranji dizajn, ki bo blizu romski kulturi, glasba, ki bo spremljala bom rekel, teh obrokov, in tudi, kar se mi zdi najbolj pomembno, ta njihova gostoljubnost, ki sem jo uspel jaz doživeti, in upam, da bo tudi ostali Slovenci lahko to doživeli. Konec leta bi naj bila otvoritev gostilne v Mariboru. Lokacija verjetno še ni znana, ali pa je skrivnost? Lokacija trenutno še ni določena, ampak želimo si, da bi to bilo nekje blizu centra mesta, no. Tako da upamo, no, da nam bo uspelo v okviru tudi Evropske prestolnice mladih, ki letošnjo leto je v Mariboru, odpreti tudi to romsko gostilno. Gospod Fatmir, kaj pa vi menite, ko ste slišali to idejo, da bi v Mariboru imeli romsko gostilno? Kakšen je bil odziv pri vas, pri Romih? To sem bil res presenečen, ko mi je gospod Štefan povedal, in sem bil tako pripravljen za akcijo, za to delati, ker sem bil pa seznanjen in tudi vem, da romski gostilna ne obstaja v Sloveniji, kakor tudi v Evropo, in sem pa z vesel sprejel ta projekt, kateri bi se dokazovali tudi mi Romi v Mariboru, ki živimo, da se izkazujemo kot prvo kot zaposlitev, da vemo delati, in tudi gostoprimstvo med naše občane in tudi naše bogatejše hrane, ki je to iskreno hrana romska, tradicionalna jela, zelo kvalitetna. Ja, ampak kaj sodi v tole tradicionalno romsko hrano? Danes ste prinesli sem sarma, prav? Ja, to je prava sarma, ja, to je kuhala na brzino moja gospa, ki sem je hvaležen, in da to predstavo, to je sarma, ki je punjena ne s paprikom, ampak s zelje, ne? In po navodilu moje gospe, ki mi je povedala ta recept, kak je, se pravi, to je prvo zelje, ki se mora skuhati, pol pa se vzeme meso in da se v meso notri riž, olje, črni poper, rdeči poper, soli, in to meša, pač pusti en čas, da se to ustvarja sam meso, da spusti svojo kvaliteto, in pol se to začne filati, polniti ta srmo, in se da kuhati. Po kuhanje, ko se kuha, ona to ugotovi, kako to načino imajo ženske, pa ne vem, in ko se to kuha, ona to opazi, in pol se da to spečiti, ne. In ko se speče, pa to je prava, mislim, punjena paprika, mi rečemo, mislim, ampak to je zelje. Drugače imamo tudi neki način, ki se pune z zelene lišče, ne? In to se tudi fila mesto zelje, ampak zgore se na to pa se namoče z jogurtom pa sa smetanom.
Krasno. Verjetno to bo zagotovo ponujeno v gostilni. Ne? Absolutno. Pa tudi slišal sem, da bo kava, ne? Prav posebna kava bo ponujena. Ja, kot sem že dejal prej, poleg romske glasbe in vseh teh običajev, ki jih Romi imajo, bo ljudje tudi, bom rekel, spili kavico na čist poseben način in to bo tako, da bo romska ženska prisotna v gostilni in po spitju kave se bo vedeževalo, po domače rečeno, šlogalo iz kavne usedline na koncu tistim, ki bodo to seveda želeli. To samo, da pokažemo še malo več o te romske kulture in kaj vse nudi in kako pravzaprav bogate in bi jo mogli spoznati bolje. In mislim, da je to en taki turistični, res taki biser, ki ga lahko Maribor začne, bom rekel, kovati. Je pa res, da sicer romske gostilne v tujini so že, ne, ampak razlika med tem je, da niso zaposleni Romi. Ne. Mi pa res bomo fokusirali na to, da bo romska gostilna, Romi zaposleni, bom rekel temu tudi romski jezik, bo ljudje lahko slišali, sicer romski in slovenski, ampak v glavnem, da bo ljudje spoznali malo to našo manjšino, ki v Sloveniji živi. Še to bi dodal. Še to bomo imeli v gostilno tako, da bo ena oseba pričakoval gosta, ki ga bo prevzel od samo vhod notri do mize, da ga lahko predstavlja v mizo po končano, tudi ga sprejema in da se mu zahvaljuje, da je prišel v našo gostilno. In to namenno pričakujem, da naše občani bojo res zadovoljni in sami Romi bomo dokazali, da vemo delati in da vemo spoštovati in da imamo tudi neko v smislu, kot bomo rekel, po domačem, po neromi. Imate že nagledane, kdo bo kuhar, kdo bo strego? Bo kuhar ali kuharica? Verjetno bo kuhar. Zdaj ni razlika samo ženske. Moramo se tudi malo s kuharom narediti, mislim, ne samo ženske. Drugače pa imamo veliko ženske, ki dobro kuhajo. Osebno imamo eno žensko, ki je med nami, zdaj trenutno, ki nimamo gostilno, bilo kakšna gostilna, ko se reče, ali pa kako smrtnica, ali pa bilo kaj, za 100-150 ljudi, da sama ženska kuha, ki je pomagajo. Ne? Ja. In ta sem zelo ponosna na njo, ampak ona je volete in meni je žal za njo, da ne bi mogel zapustiti, ker je ona tako mlada, mislim starejša. No, samo povedal bi še, da je pač celi projekt financiran z Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in da pač upamo, da bo ljudje spoznali to socialno podjetništvo, ki nam je zelo pomembno, ker namreč celoten dobiček se bo stekal v odpiranje druge gostilne romske, tretje romske gostilne, da bi čim več Romov dobilo zaposlitev in ne bi več bili na Zavodu za zaposlovanje. Čudovito, najlepša hvala za obisk v studio. Ko pa boste izvedeli lokacijo in datum odprtja, pa le povejte. Hvala vam. Hvala vam.